Za pripravo dobrega življenjepisa oziroma CV-ja lahko porabiš kar nekaj časa. In zraven dobre vsebine je nujna tudi dobra oblika. Po mojem mnenju, kaj je dobra oblika? Po mojem mnenju je to, da življenjepis oziroma CV izgleda v bistvu profesionalno. Na prvem mestu profesionalno, potem pregledno, da se hitro najdejo informacije in pa seveda privlačno oziroma lepo na oko, ker smo pač vsi vizualna bitja oziroma vse večinoma. Zato je v bistvu nujno potrebna tudi oblika. In če ti oblikovanje najbolj ne leži, sem zate pripravila danes predlogo, ki jo lahko brezplačno snameš na moji spletni strani. Link bom pustila spodaj. Zdaj pa si bomo še skupaj pogledali, kako lahko to v bistvu predlogo spremeniš, izpolniš svoje podatke, prilagodiš glede na svoje potrebe in jo nato tudi hraniš v primernem formatu, ki ga potem pač lahko pošlješ svojemu morebitnemu novemu delodajalcu. Sedaj si pa še hitro pogledamo, kako v bistvu izpolniti predlogo, ki jo najdete na moji spletni strani mood.si/CV-predloga. Čisto spodaj v tej objavi najdete gumb, ki vas bo vodil na predlogo. Preden pridete do tega, bo potrebno vpisati še vaš e-mail. Odpre se vam predloga, zdaj v mojem primeru, ker sem že prijavljena v svoj Gmail račun oziroma v Google račun, lahko že to vse tudi urejam. Vam se bo pa verjetno odprla predloga, ki jo boste lahko najprej samo gledali in jo bo potrebno najprej shraniti na vaš Drive. To lahko, v bistvu, ko boste prijavljeni, boste tukaj imeli možnost, da shranite predlogo na Google Drive. In potem v bistvu začnete z urejanjem, spremenite naziv delovnega mesta, dodate svojo profilno fotografijo, ki mora biti primerna, replace image, in potem naložite oziroma izberete drug način, s katerim boste prišli do fotografije. Izberete, vstavite fotografijo. Če je potrebno, jo pomanjšate, povečate, dodate svoje ime in priimek, osebne podatke, kontaktne podatke. Pri kontaktnih podatkih pazite, da boste linke oziroma profile, ki jih boste dodali, tudi polinkali in sicer zamenjali tudi link s klikom na besedilo, change, zamenjate link, apply in to je to. Zdaj, zakaj sem tukaj dodala linke? Predvsem zaradi tega, ker nekdo, ki bo gledal vaš CV, kar na računalniku, bo lahko hitro z klikom pač prišel na vaš profil. Tukaj potem vpišete delovne izkušnje, vpišete še izobrazbo. Zdaj tukaj na drugi strani bi opozorila še na to, da zamenjate v glavi še ime in priimek, pač s svojim. To je zato, ker nekateri oziroma veliko delodajalcev natisne CV-je in da se potem ve, komu kaj paše, sem tukaj dodala ime, priimek v primeru, da si listov ne spnejo skupaj. Dodate še vse druge informacije. Ko ste pač vse vnesli, vpisali, dodali vso besedilo, lahko na hitro še pogledate predogled, kako izgleda. In če vam je všeč, le še shranite. Zdaj, teh CV-jev ne pošiljati v kakršnih drugih formatih, recimo Wordovih. Jaz priporočam, da pošiljate kar direktno v PDF-ju. To je pač najbolj tak primeren format. S klikom na file lahko potem tukaj snamete PDF. Pomembno je tudi, da dodate ime datoteke, da ni kar nekaj. Jaz bi predlagala kar vaše ime, podčrtaj priimek, lahko dodate še CV in pa .pdf, shranite in tako imate v bistvu že pripravljen vaš PDF. Fino je, da na koncu, preden pošljete, preverite še enkrat vso besedilo in pa predvsem te linke, če so v redu. Če ti je vsebina bila danes všeč in ti je koristila, mi to prosim sporočite. Z veseljem bom posnela še kakšen video. Imejte se radi, imejte se lepo in čau, čau.